Daš. Poglejte, gori! Poglejte, Kazuki Nakajima leti! La, David Coulthard! Še ide! Huda nesreča! Vrtanje! Tu je pa! 3 minute čez 8 in danes je 19. oktober. Dolga leta ste ga lahko poslušali na Popu ob Formuli 1, ko je velik del naše države še vedel našteti vsaj 5 najhitrejših dirkačev prvenstva in morda je zasluge za to nosil ravno on. Danes večino svojega časa preživi v Švici, pride pa še tu in tam nazaj v domovino. Privilegij imamo torej, da ga imamo tukaj med nami. Danes je to Miran Ališič. Dobro jutro. Dobro jutro, lepo zdrav in lepo, hvala lepa za povabilo. Lepo, da sem tukaj in redko nastopam. Sem se ravno spomnil enega obiska Radia Capris pred skoraj 30-25 leti, po moje, na čist drugi lokal. Povem, na koncu je to vedno splet okoliščin, ampak jaz sem bil tako od majhnega, od mladih nog že v bistvu ljubitelj njihovega družbeno-političnega sistema, njihovega koncepta družbe, ker seveda javnost, širša javnost me vedno pozna po tem, kar je kolega prej omenil na začetku, po hitrih avtomobilih, po dirkah Formule 1, po moji ljubezni, strasti iz otroštva, iz mladosti, ki je potem kasneje prerasla tudi v poklic. Sem imel to srečo, da sem lahko to delal, ampak da sem lahko toliko let to delal, ampak vedno sem še jaz ravno širše družbeno tudi zanimal. Sem ravno kar, ko ste brali tale poročila, zdaj se malo preseb notranje razburjal, zakaj pravzaprav morate o nekih terorističnih zgodbah skozi govoriti o poročilih. Pravzaprav bi se morali odločiti brati samo poročila o dobrih stvareh. Sigurno se je vmes tudi kaj dobrega zgodilo. Mi pa vsi, že celo pot sem poslušal iz Ljubljane danes zjutraj na sicer vašem konkurenčnem radiju Slovenija, delno taka poročila, neke zapiranje meja, kontrole na mejah, neke zvišane stopne teroristične nevarnosti. Ljudje že zjutraj slabo voljo spravite. Ampak potem nam očitajo, pa da ne govorimo o aktualnih stvarih. Potem pa na vseh radijih slišimo, kaj pa pri vas delate. Ne, na vseh radijih, veste kaj, na svet vam dam, če hočete. Na vseh radijih slišimo iste stvari in to je narobe. Tole, kar ste vi zdaj prebrali, sem že 3krat danes slišal na radiju Slovenija. Okay. Problem je, da moramo najti, po moje, svoje zgodbe. Jaz verjamem, da imate vi polno svojih zgodb, da so drugi veri, od kjer se lahko počrpajo, pa mogoče. Tako prav spomnil sem se med vašim branjem. Hvala, da ste poslušali. In sem si rekel, Madonna, ljudi že zjutraj spravimo v slabo voljo, no? Straight to the point. Res, res. Čaka nas pestra 1 ura. Povej mi. Še nekaj, morda, ker jaz sem to od enega mojega dobrega kolega, ki se je med drugim delno ukvarjal tudi z avtomobilskimi dirkami in Formule 1, nemškega kolega pred 30 ali več leti, sem se malo zanimal, kako drugje pravzaprav tudi skrbijo za medije in tako naprej, pa za strukturo medijev. In potem je on dal eno tak dober nasvet, ki ga imam vedno v glavi, in sicer rekel mi je takole nekako. Je rekel, v bistvu za uspeh, če hočeš res uspešen medij, med ali pa tako informativen medij, ker se tudi vi, po moje, moraš vedno imeti enako količino, kot imaš slabih, negativnih novic, moraš imeti tudi pozitivnih novic. Vedno moraš imeti to razmerje med slabimi, negativnimi in dobrimi, pozitivnimi novicami nekako v sorazmerju na neki polovici. In to je me tako v glavi ostalo. Vse pozitivno je, da bodo vojake dobivali z resničnostnim šovom. Recimo. To se bom pa vzdržal, tega komentarja. Ok, kot vidite, danes bomo imeli zelo, zelo širok nabor tem, ampak predvsem o Formuli 1, Playboyu in vremenu. Ostanite z nami en hit časa. Tiesto je z nami. Lay Low in Tiesto na Caprisu. Uživo smo v četrtkovem jutranjem intervjuju. Danes z nami Miran Ališič. Miran, koliko let že ne bomo na ti? Zdaj smo že tukaj nekaj časa. To sem prosil, samo mlada gospodična se ne more navaditi. Miran, v bistvu koliko let že ne komentiraš Formule 1? Se spomniš tudi svojega zadnjega komentiranja z dirkališča?
Zdaj zadnjega, to je bila v sezoni do leta 2015, mislim, da sem jaz komentiral nekje, potem v zadnjem delu tudi za RTV Slovenijo znova, tam sem pač jaz tudi začel svojo novinarsko ali pa televizijsko, radijsko kariero. Pravzaprav se moram zahvaliti tudi tej nekoliko bolj, bi rekel, mogoče malo bolj takrat še tehtni in resni šoli, skozi katero si šel, ki je bila že zelo praktična, ker si pač dobil neko priložnost in vem, da so bile neki krizni trenutki, kadrovsko ali pa kako drugače in potem si vedno, če si imel voljo in to, kar dobil priložnost. In jaz sem tudi kot mlad fant, midva sva bila sošolca z Igorjem Bergantom na tako imenovanem FSPN-ju takrat, kasnejšem FDV-ju, tako je bila to fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. In ker sva bila z Igorjem sošolca, Igor je že bil kot mlad fant delal tudi na RTV-ju in me v enem klepetu, na kavi, prašal, ker je videl, da se šport me zanima, pa tako, če bi tudi jaz v športni redakciji delal in potem sem, skratka, da skrajšam tam decembra 1987, kot 20-letni mulc, prišel na televizijo, športno redakcijo, se predstavil in potem tam kar začel. Začeli smo vsi na približno isti način. Včasih ni bilo tako sofisticiranih naprav, ki jih imamo zdaj za televizijo, ampak je bil ena soba, ki se je rekel teleprinter in v tisti sobi sta ta dva teleprinterja ali pa 4 so bili bruhali novice ven. En je bil od Reuterja, pa od nekih tujih agencij, en je bil pa takrat glavne jugoslovanske tiskovne agencije Tanjug. In začel si vedno tako, da si pravzaprav hodil na 5 minut ali pa na pol ure v tisto sobo, trgal ta papir, potem šel za neko veliko mizo in rezal te novice in jih sortiral. In jih potem odnašal po temah pač primernim ljudem, novinarjem, notranja politika, zunanja politika, šport, to si po hiši nosil, tako si začel novinarstvo tam vedno. In potem je prišlo pa seveda, potem si dobil neko prvo malenkost, pa drugo malo večjo stvar, pa potem bi moral uradno jeti skozi tonski preizkus, ki je bil takrat pri Ajdi Kalan, eni taki zelo strogi špekarci, zelo težak in tako naprej je potem šlo, pol so pa seveda v športu prihajali velike dogodke, kot so bila svetovna prvenstva, olimpijske igre in takrat je bilo pa vedno več dela, kakor nas je bilo tam. In potem na takih velikih dogodkih si se pa ponavadi, ko je nekdo izpadel in je bilo potem takole seja, recimo redakcijska in je bilo treba narediti, jaz se prav spomnim o Johnsonu prispevek, ki je zmagal v Seulu na olimpijadi, mislim, da na teku na 100 metrov, pa bil potem kasneje zaradi dopinga diskvalificiran. In potem je bilo treba narediti prispevek o Johnsonu, ker se pač na model nima nikogar in kdo bo in pol sem jaz dvignil roko, najbolj se mi zdi, in pa so rekli, pa ti naredi minuto 30, in potem si tako prišel prvič, da si nek prispevek naredil, pa so ti sicer na podiju prišel, pa si ti že sploh kdaj kaj prebral. Nisem nič, se enkrat mora biti prvič. Takrat se je model. Taki dogodki so v bistvu. In če si to preživel, če si to dobro naredil, če si potem tako vedno več dobival. V bistvu praktično se stopnjeval, da si prišel do komentiranja Formule 1. Vedno je bilo od tvoje iniciative tudi veliko odvisno. Na eni strani od te, pravzaprav si se, jaz vidim in po moje vedno tako še danes, sam moraš pokazati vedno neko željo, neko strast, moraš se nekako boriti, skozi ponujati iz ozadja in potem se kaj zgodi. Jaz sem potem pri mlajših generacijah od mene velikokrat opazoval pri mnogih to neko pasivnost, ker čakajo včasih, da bodo veliki komentatorji postali. To se ne bo zgodilo samo od sebe. Mene zanima, po vseh teh letih komentatorstva oziroma komentiranja, je kakšen od dirkačev, prav konkretno za dirkače me zanima, s katerim ste potem obdržali stik tudi po koncu tega obdobja? Se ne bomo vikali, smo rekli, ne? Se opravičujem. Te bom kar tikal, Miran. In zdaj, jaz sem imel že od zelo mladih nog, eno filozofijo. Jaz sem bil z mnogimi dirkači ali pa športniki, se pravi, subjekti tvojega poročanja na nek način v dobrih odnosih. Ne z vsemi enakih, ampak z mnogimi v dobrih odnosih, z večino bi rekel. Profesionalnih, seveda. Profesionalno dobrih tudi odnosih, bi rekel, moče nad čist profesionalnih, sploh glede na to, če bomo prišli na to, da je, jaz sem se ukvarjal vedno največkrat športi,
kjer je bila predvsem s Formula 1, ampak tudi z drugimi športi, ker Slovenija ni igrala pomembne vloge, ne s svojimi akterji, ne kot okolje. In če delaš v takih okoljih, si še bolj na obrobju. Ne? Se pravi, da prideš v center, moraš se še mnogo bolj potruditi ali pa imeti še neke druge prijeme. Še neke druge verjetno veščine in lastnosti. Seveda, v Formuli 1 je če si novinar iz Slovenije, si na skrajnem robu. Ne? Razumljivo, se ne pritožujem, to je pač razumljivo, mi smo tukaj na obrobju. Ampak in zato moram reči, sem pa nekaj že zelo, zelo od mladih dni svojih novinarskih nekako imel v svojem zavesti. Jaz sem bil predvsem novinar in manj navijač. Jaz mislim, da sem v trenutku, ko sem začel se ukvarjati poklicno s poročanjem z dirk Formule 1, sem nehal biti fan in navijač. Ja, pa to je običajno. Se distanciraš, da je normalno. Ja, pa ne. Tukaj predvsej, ker jaz mislim, državah, kjer imajo dirkače, slovenskih športnih novinarjev tudi navijačev. Kar počnejo. Tako sem jaz to doživljal in so bolj navijači nogometa, smučanja, ne vem česa, kot pa. In potem velikokrat tudi, ne vsi, ne, ampak velikokrat potem se ta meja tudi zabriše do te kritičnosti, ki mora ostati predvsem skupaj, ker si na nek način preblizu tem akterjem in potem enostavno to ne je. Tako da sem jaz ves čas poskušal eno distanco vzdrževati, ki je ostajala na ravni nekega profesionalnega odnosa, ki je bil ponovadi dober, nikdar pa nisem bil to, kar si vprašal, da bi s kom izven, da bi športniki prijateljeval. Ne, nikdar. Čisto na kratko, imaš koga v telefonskem imeniku dirkačev? Od dirkačev Formule 1 v telefonskem imeniku, od aktualnih nimam sigurno nikogar, to tudi danes nekako ni niti navada, da bi kdo imel. Od bivših dirkačev, starejših pa recimo imam. Ne. Zdaj hočemo ime. Mislim, zdaj je brezpredmetno že, ampak zelo dolgo smo vsi imeli, to je tudi ena zelo zanimiva zgodba, ki je seveda povezana tudi s tem. Tukaj je še ena teza, s katero se jaz zelo strinjam. Recimo eno takih največjih globalnih imen, ne samo Formule 1, ampak športa in neke vrste prepoznavnosti na svetu nasploh je bil Niki Lauda. Od Niki Laude imam telefon, verjetno, nažalost ga ni več, še vedno v imeniku. To so take telefonske, ki se jih ne zbriše. On je bil, ampak jaz se spomnim, Niki Lauda recimo je po moje, koliko sem jaz po potovanju po svetu, se zdaj časi seveda se spreminjajo, leta tečejo, ampak recimo v moji aktivni dobi spremljanja Formule 1, v teh 30 letih, ki sem to spremljal, je bil Niki Lauda, je bilo ime, ki so ga poznali vsi. Ki ga je poznal tudi bosonog 15-letnik v Džakarti v Indoneziji. Ja. Niki Lauda je bil tak brand in tako ime in on je enkrat nam je krasno povedal, kako pa da nima nobenih težav s paparaci, da bi ga kdo nadlegoval. Pa vsi, mnogo nas je imel, ker smo bili bliže recimo njegovo telefonsko številko. Ne. Niki Lauda je tudi imel eno pravilo, on je na vsak klic odgovoril vedno. On se velikokrat ni oglasil, ampak na vsak klic je pa odgovoril, te je poklical nazaj. Ker je rekel, to je domača vzgoja. Tako sem bil vzgojen. In je rekel, nihče, ki noče imeti težav s paparaci, jih nima. Samo tisti, ki si to želijo, jih imajo. Že čez nekaj trenutkov pa Miran Ališič tudi o Schumacherju. Stanite z nami v četrtkovem jutranjem intervjuju. Cover Me in Sunshine, imite sončne žarke, seveda danes bi zelo, zelo radi imeli, ampak imamo dež, kot tudi naš sogovornik večkrat reče. Miran Ališič je z nami v jutru, ura je 8:26, top 5 dirkačev vseh časov, Miran. Zdaj bo še kot, da je to brezvezno vprašanje. Ja, ampak mene ful zanima. Zato, ker je neresno vprašanje v bistvu, ne, oziroma odgovor bi bil neresen, zato ker jih ne moreš, ker obdobji med seboj ne moreš primerjati. Absolutno. Znotraj svojega obdobja mogoče. Znotraj svojega obdobja, recimo znotraj sedanjega obdobja, torej rečemo zadnjih 20 let, so morda med nesigurno sodijo, bi jaz rekel, zagotovo Verstappen. Ja, absolutno. Hamilton, Alonso, 3 sem že naštel, ne? Ja.
Potem jih je bilo nekaj, ki bi se lahko razvili in bili to danes, pa se niso razvili. Zagotovo je bil izjemen talent Robert Kubica, ki bi se razvil, če ne bi imel te nesreče in če se ne bi imel soda. Med drugim uspešno vikend tako naprej. Žal jaz ne bi, čeprav je bil 4-krat zapored svetovni prvak, mogoče čisto to kategorijo dal Fetla. Res ne? Žal ne. Čeprav je tudi bil tam nekje na robu tega, ampak 5 mi še manjka. Mislim, da je Kimi Raikkonen sočil v to kategorijo tukaj. Mislim, da sem zdaj 5 teh povedal, ki bi bili v neki aktualni dobi zadnjih 15 let. 20, obdobje med seboj pa ti ne moreš. Jaz tudi ne maram, saj sem to že v prenosih mojih, se jih to verjetno kdaj zasledil, jaz tudi ne maram statistike absolutnih številk. Ker je statistika absolutnih številk zlagana, koliko točk kdo dosegel, koliko zmag je kdo dosegel, koliko naslovov svetovnega prvaka je mogoče še najbližja, ampak najpravičnejša statistika je vedno v razmerju z nastopi. Se pa ti moraš vedno dati v odstotkih nastopov. Mi ne pozabljamo, da je Juan Manuel Fangio zmagal na polovici dirk, na katerih je nastopil približno. Pa sezona je bila krajša, 13-14 dirk. Skoraj 50 odstotkih svojih nastopov je zmagal. Nihče ga ni v tem dosegel. Se pravi, za mene je statistično vedno najboljši tak, ki v nekih primerljivih okoliščinah naredi največ. Danes je 24 dirk na leto, Kaj pa kot osebe, ki si jih spoznal kar nekaj? Kaj pa kot osebe, kdo je tebi spet najljubši? Tukaj je pa stvar subjektivna, ki postane seveda vse skupaj zelo različno. Če si ti del te... Zdaj se je to tudi zelo spremenilo, ker je preveč dirk, ker je tam preveč ljudi, ker so novi lastniki to še zelo spremenili. Prej bila to ena taka relativno razširjena že družina ljudi, enega kroga ljudi, ki je hodil z dirke na dirko in si se tam stalno videval in se seveda zato tudi poznal vse ozadja, vse stvari, ki tudi niso bile za veter in tako naprej. In si imel zato nek drug pogled tudi do teh ljudi, kot če si navijač. Jaz sem recimo bil, to je tak, sem že prej povedal, pred oddajo, klasičen primer navijaštva. Jaz sem bil v 80-ih odraščajoč najstnik in sem takrat intenzivno spremljal dirke po televiziji in samo po televiziji in preko medijev. In takrat so bili 4 veliki v 80-ih letih, to so bili Senna, Prost, še pred njima pa v bistvu Mansell pa Piquet, predvsem ti 4, ki so tudi največ naslovov takrat pobrali svetovnih prvakov in tako naprej. In jaz sem bil vedno goreč navijač Mansella. Ko sem pa 90. leta začel hoditi po dirkah, je Mansell še dirkal, pa Prost je še dirkal, Piquet, vsi so še dirkali proti koncu svoje kariere, ampak takrat pa sem začel spoznavati ljudi tudi drugačne in sem pol postal zagotovo bolj naklonjen Senni kot pa Mansellu, ker spoznaš nekaj globjega. Pravijo, ne smeš nikoli spoznati svojega idola. Ja, to je zelo dobra teza. Ja, seveda, ker si velikokrat razočaran. Ja, največkrat. Okay, že čez nekaj trenutkov tudi o lokalnem prostoru gremo pogledati, kakšno bo vreme danes z Aljažem. Miran, nadeni si slušalke za trenutek, da ti dam nekaj poslušati. Me zanima, kaj boš... Še prej moram reči, da moram malo popraviti. Sploh kot se stišče od Ljubljane do tega le parkirišča, ker sem se zdaj pripeljal in ne sam tamle, ki si povedal. Tam je očitno malo ožje grlo. Poslušaj dobro to. Daš! Poglejte, gori! Poglejte, Kazuki, Nakajima leti! David Coulthard! Še ide! Huda nesreča! Vrtjanje! Tu je pa! In hudo trčenje! In takole! Poglejte, napaka pri Ferrariju! No, a pogrešaš kaj to? To je zdaj bila vaša manipulacija, ki ste zmontirali. Ni res, to je vse v eni dirki. To je bilo na eni dirki vznotraj 15 sekund. Vse tole, pa ne, po moje, ne. To je bilo zdaj tako lepo zmontirano, da dobijo ljudje občutek, da je to skozi tako izgledalo. Včasih je bilo tako, ampak to je bilo pač v žaru tega dela, dež, ja, to je vse kar nekaj teh malih posnetkov na YouTubeu že dolgo časa in tako naprej. Ja, pač to je moj način dela bil tak, jaz pač sem znal
znam to delati. Samo na ta način problem nastane drugje, ker so potem že takrat, pa kasneje, pa kdaj tudi za kakšno komercialno zadevo, če smo se zedinili, so me prosili, kdaj je bilo treba tudi kole na suho narediti, so želeli, to pa ni tako lahko. To pa ja, ker ni patosa pravega, ne? Jaz ne znam to tako igralsko, mislim, sebi ne morem, težko je, no, zelo to mi je bilo najtežje vedno, ker je bila neka želja, kaj takega nasnet, ne. Ok, ampak vi ste bili verjetno na vseh dirkah v živo, torej niste nikoli od doma komentirali, vedno ste bili v živo? Na kraju dogodka? Ja. Zdaj sem razmišljal, a sem bil ali sva bila? Jo, ima s tvojim vikanjem. Si bil na vseh dirkah v živo, torej? Tako je. Okay. Jaz sem bil na približno, zdaj sem malo zgubil štetje, nekaj čez okrog 460-70 dirk imam. Ok, ampak ti je bil ta življenjski slog všeč, ker verjetno si bil koliko dni na leto doma? Ja, ker niso bile samo dirke, bili so tudi po zimi, je bil drug koncept formule, tako bila so te predstavitve, ki so bili dogodki zase, taki veliki dogodki občasno tudi, ne. Jaz, kot takrat nepoznavalc popularne glasbe, se spomnim, da so bile enkrat na eni od teh predstavitev Spice Girls in potem so tam nastopale in mene seveda niso zelo zanimale in potem so mi kazali, kje imaš pa te intervjuje, pa to? To so neke mlade punce, so tam skakale na pol gole, ne? Ja, pa imaš intervjuje, se kako bom pa z enimi, ki tam skačejo. Ja, pa ne veš, kdo so to so Spice Girls. Lahko bi bile Pado Girls. To so najbolj slavne zdaj, ne? Pa on s trganim klobukom je bil, ne, kaj je bil tudi tam, ne. Žamira, ko je jaz sem tudi na to pomislil. Ja, no, on s trganim klobukom in pa so bili vsi zgroženi v Ljubljani, da jaz vsemi temi nisem intervjuval tam naredil in sem rekel, mene niso zanimali, ne. In hočem reči, bilo je 200 dni, da se vrnem kdaj tudi k vprašanju. Na leto. Je bilo recimo povezanih direktno s Formula 1 plus testiranje in ostalimi dogodki povezanimi s tem, je bilo sigurno 200 dni na leto ali pa dobrih 200 dni. Potem, ja, to je pač življenjski slog, lepo si povedala. Ampak vam je bilo to všeč, brez problema ste 200 dni preživeli od doma? Nam je bilo všeč, ja. Ti je bilo, prosti. Žiga. Ne bo šlo, zdaj gre vse spremeniti. Čakaj, zdaj samo nekaj ti povem. Če ne damo zdaj Spice Girls, nismo naredili nič. Bomo dali tudi Spice Girls, tako je zdaj, ni problema. Ali pa Fanta s klobukom. Žamiro, ko je, ne, da sem že napisal Spice Girl, pa bomo dali Spice Girl. In bomo dali Wannabe, za dobre stare čase, ko je Miran hodil še na konference. Veš, kaj je najbolj zanimivo, da je na konferenci, kjer McLaren smo rekli verjetno... Predstavitev je bila to tam nekje v drugi polovici 90-ih, nekaj pomembnega je predstavljal McLaren. Zanimivo je, da če so tam nastopile Spajsice, so Spajsice močno povezane s Formule 1, zaradi tega, ker je Gally Halliwell poročena z Hornerjem, šefom Red Bulla. To se je vse dogajalo precej kasneje. Ja, veš, kako se hočeš, nočeš, se vse zavrti na koncu vedno istih akterjev. Miran Ališič v našem jutru 8:39, 19. oktober je in seveda dobro jutro sem skupaj. Aljaž? Seveda. Kako poteka v bistvu, da lahko v eni državi spremljamo dirke Formule 1, pa MotoGP-ja in tudi druge športe, ker danes recimo nimamo Formule 1 v Sloveniji. Mislite, da nas to pogreša? Je, samo je malo drugače, ne? Ja, to zdaj spet zahteva eno daljšo analizo, verjetno jaz bom probal biti kratek, koliko se le da. Ja, jaz mislim, da je bil motošport v Sloveniji zelo popularen, vedno, že od vedno zelo popularen, ampak da na nek način mediji so pa to zelo slabo sledili na tak primeren način. Jaz se spomnim, da smo potem s projektom, ki sem ga na nek način verjetno jaz začel, zelo veliko pa je k temu pripomogla pomoč Pop TV-ja, ker je bil tudi njihov interes, nek produkt na svojih začetkih, ko so se rabili uveljaviti v tej družbi. Saj, če se spomnite, ko je šel Pop TV leta 96 v eter, je imel kviz, pa 24 ur, pa nič drugega. In potem je nekaj mesecev kasneje prišla Formula 1, katerim globalnih, popularnih športov, nič pravzaprav ni mogel verjeti, da je televizija po 3 mesecih ali pa 2 mesecih svojega obstoja že dobila tudi tak šport. K temu sem seveda jaz pripomogel posredno, ker sem med tem že delal toliko časa v formuli in poznal dobro Bernie Ecclestona in potem se z njim dogovoril, da nam je dal te pravice, takrat oziroma prodal po zelo
diskontni ceni. Koliko stane recimo pravica za... To je zelo različno, koliko se spogajaš. Takrat smo mi plačali $100,000 za sezono, $110,000, takrat je bila še tako imenovana ITR, to je bil neke vrste mednarodna oblika DTM-a, ki je takrat imel tudi Brni pravice za to in potem je želel si, da tudi to prenašamo, ker to je hodil pa promovirati. Berni hotel narediti paket na ceno, ne vse skupaj dati naprej. Še to prenašali, kakorkoli. No, takrat in potem je seveda, jaz sem imel eno idejo, eno vizijo, kakšen program bi rad iz tega naredil. In potem moram reči, da je vendarle teh 14-15 let, koliko sem jaz to delal na Pop TV-ju, Pop TV je ves čas sledil tudi temu na nek način, ne sicer brez hudih, težkih pogovorov, kdaj je pogajanj za denar, ampak vendarle smo to uspeli iz tega narediti nek produkt, ki se mi zdi v družbi prijel, ki so ga ljudje radi gledali in je to bilo nekaj zelo popularnega. Ja, po teh 15 letih sem potem jaz poskušal enak produkt peljati tudi naprej na RTV-ju, ker so bili mnogi skeptični, ampak nam je uspelo. Se pravi, tam smo potem še 5 let enak produkt praktično ali pa zelo podoben peljali naprej. Ampak na RTV-ju je bilo pa seveda to nemogoče, ker tam je pa, saj sami veste, kaj se okrog RTV-ja dogaja, ves čas tam pa. Jaz sem otrok tega RTV-ja in mogoče zato tudi smem tudi kritičen biti, ker sem tam začel pred zdaj že 35 leti, 36 leto, je že, ker sem začel in vem, in ko sem se vrnil tja po 15-20 letih skoraj, da se mi je zdelo, da se nič skoraj da ni spremenilo, oziroma marsikatera stvar je šla samo na slabše. In žal tam pa ni bil ta koncept mogoč, potem pa enostavno v družbi, tukaj v medijskem prostoru ni bilo več nikogar, ki bi bil zainteresiran, da bi v nek produkt, zdaj če se plus pravice, se pravi, da dobijo poslušalci eno sliko. Zadevo je verjetno treba prodati in narediti. Ne, da dobijo eno sliko, tak produkt, ki jaz mislim, da je medijski produkt, ki smo ga mi tu delali na Pop TV-ju, pa potem MotoGP na Pop TV-ju za kanalu še naprej, stane 300,000 evrov. 300,000 evrov za to potrebuješ, da ta produkt narediš plus pravice. In v Sloveniji ni bilo enaka, ki bi bil pripravljen tak medijski produkt financirati. Ja. Ok, mi moramo povedati, da pogrešamo tvoje komentiranje, res zelo. Je rekla tvoje. Tvoje, si slišal? Tako da smo se odločili, da ti damo nekaj komentirati v živo, valjda si pričakoval, da ti bomo to dali, ampak komentiral boš namreč curling srečanje med Švedsko in Norveško, ki so ga številni označili kot najboljša poteza v zgodovini curlinga, ok? Pripravljen? Si pripravljen? Nisem pripravljen, koliko sekund pa moram to komentirati. Do konca. Do konca, vse je ful zanimivo. Evo, imamo tudi zadje, crowd. Malo boste razočarani zdaj. Ne bomo, nikoli ne bo, nismo. Miran, daš par tvojih ujev in bomo zaveseli vsi. Švedci so rumeni, valjda. Tole je na zelo pomembnem prvenstvu, kot vidim, v Kanadi. Ontario je kanadska zvezna država, kjer je verjetno za Slovence zelo pomembno mesto Toronto. In tam nastopajo rumeni. Šport je seveda izjemno zanimiv, kot vidite, kajti tele, kako jim sploh rečemo, kegli na ledu, kegli verjetno v različnih barvah, drvijo z skoraj tako hitrostjo, kot drvijo dirkalniki Formule 1 na dirkališču poimenovanem po Žilu Vilnevu, očetu kasnejšega svetovnega prvaka Žaka Vilneva. Švedi nastopajo tukaj le, med Švedi poznamo seveda mnogo bolj kakšnega drugega dirkača, recimo Ronja Petersona. Kakšne so poteze v igri? Poteze so počasne, kot v tem športu. Seveda, zato je tudi moj komentar počasen, ker jaz svoje komentarje prilagajam dinamiki športa. In tokrat ste se malce ušteli, če ste pričakovali, da bom jaz to komentiral v dinamiki Formule 1. Zato bi morali prepraviti kaj drugega. Curling pa je šport tišine, miru, koncentracije in zato sem jaz še v tem letonu verjetno za tele gospe in gospode v dvorani, ki tole zdaj merijo, kdo je bliže in kdo je dlje, čisto preglasen in predinamičen in zato verjetno ne boste v tem, ja, tenis je verjetno
še nekoliko bolj zanimiv. Zdaj pred kratkim pokojni Tom Lajec, da vam povem še eno anekdoto, ki ste me na tenis spomnili. Bravo, Tole ni bravo. Jaz sem mislil in gre metlica. Tole sem vam mal vrnil, ker sem vedel, kaj hočete, pa me niste ujeli. Ja. Dobro, tudi to je del šova. Ja, tako je. Hotel sem vam povedati še eno kratko anekdoto, ki ste tenis omenili o Tomu Lajecu, ki ko smo bili, on je bil pač komentator tenisa tudi in je vedno na televiziji, ki je bil v taki kabini, ponavadi tudi, kadar ni bil na terenu, na televiziji Slovenija, na Kolodvorski, in je potem tudi tam malo bolj potihem včasih komentiral, pa smo ga vprašali, zakaj tako potihem komentira, pa rekel je, zato da me ne slišijo, da jih ne motim na televiziji. Ok, super. Zborano tenisu mi anekdoto. Mene zanima poglavje urednikovanja za revijo Playboy, če sem čisto iskren. Kako je prišlo do tega in je potrebno s to imeti kakšne posebne izkušnje? Mislim, ker spajsice si že rekel, da si preskočil, tako me zanima, kako je prišlo do tega. Nismo nobene besede rekli še o eni moji drugi strasti, to so pa delanje revij, delanje časopisov. In poleg tega, da me Slovenija pozna po komentiranju, po teh oriskih in vzklikih in tako naprej, dokaj sem jaz ves čas praktično tam od začetka 90-ih let tudi v založništvu. In je to tudi v bistvu ena paralelna moj posel, s katerim se ukvarjam v neki obliki še vedno. To je bilo tudi poleg Grand Prix tudi danes magazin, tako je. Grand Prix magazin je bila Ja. revija za motošport in Formula 1, ki smo jo začeli skupaj z kasneje mnogo bolj znanim in razopitim Tomažem Drozgom, lastnikom Adrie Media in vseh teh medij potem, ampak jedro vsega, mama vseh teh založniških podvigov Tomaža Drozga kasnejših je bila pa revija Grand Prix, ki sva jo ustanovila skupaj z idejo ob pivu v pivnici Kratohvil v Ljubljani. Tako se je vse skupaj začelo. Tomaž ni imel takrat nobenih medijev, ničesar. Bil pa je v medijih, on je že delal v Tribuni kot urednik v 80-ih letih in tako naprej. In potem je založništvo, se pravi, von tiskanega papirja ostal moja strast, tudi ena od strasti in želja in poklicnih dejavnosti celo življenje. In na tej poti razširjanja tega potem kasneje Drozgovega založniškega mini imperija, če tako rečem, je bil tudi Playboy. Mi dva so potem, najne poti so se takrat potem okrog tistega časa malo začeli razhajati, ampak takrat smo to še skupaj delali. Tomaž je pridobil licenco za Playboy v Ameriki pri Hefnerju, se pravi pri Playboyu. In potem je to zelo nerodno začel, mi da so ponavadi te stvari skupaj peljala, pol pa se je on odločil, da za en korak, za katerega sem jaz smatral, da ni najbolj prav, recimo izbral je Bojana Kranjca za urednika Playboya, ker sem jaz nekako, ker sem tudi bil v tem, čutil, da ne bo prava pot. In potem seveda to ni bila prava pot, po 2-3 številkah to ni šlo v pravo smer, ker Bojan Kranjc je tudi moj dober znanc, dolga leta že in vem, kdo je, kakšen je in sem vedel, da verjetno Playboy ne bo ravno produkt za njega. In seveda tudi ni bil, potem je bilo tam veliko razborjenje v Ameriki okrog tega Playboya, da Playboy je pač bon vivanstvo, uživanje, ne pa tematske teme o istospolnih parih in take stvari, ki so na nek način mogoče malo pomembne, ampak verjetno ne za Playboy. No in potem sem jaz v tisti dilemi, ali še enkrat probati s Playboyem, poskusiti s Playboyem ali pa vrniti licenco, oziroma ali pa bi celo Američani vzeli licenco, se odločil, da bom to prevzel. In smo potem pač postavili Playboy, ki je do pred kratkim potem z drugimi uredniki in tako naprej funkcioniral, potem pa kot večina tiskanih medijev v Sloveniji počasi usahne. Zamrl zdaj, nažalost. Ok, jaz imam še dve vprašanje zdaj za na konec in sicer... Ja, je zanimivo, ne? Je zanimivo. Mi bi lahko s tabo govorili ure in ure, to je res, ampak jaz moram priznati, da nisem ljubiteljica Formule 1. Playboy, zdaj sem že čakal, da bo rekla, jaz moram priznati, da nisem ljubiteljica Playboya.
In to bi se tako zdaj nam z temi velikimi očki zlagala. Okay, Tu easy, bi rekel Aljaž. Res je. V glavnem res nisem velika ljubiteljica Formule 1 in kako bi meni, kot neljubiteljici, predstavil to strast, ki jo ti imaš do Formule 1? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, a si kdaj prekršil se na cesti, glede na to, da imaš rad hitrosti, da imaš rad hitre avto in tako naprej, no? Bom najprej drugo vprašanje odgovoril. Pomalem se skozi prekršim na cesti, skozi pomalem in kar veliko denarja gre za kazni, razne. Ampak tukaj moram še en stavek povedati zraven. Vozim hitro, vozim prehitro, vozim zagotovo čez omejitve. Zelo, pa bolj ko se staram, bolj sem pa toleranten do objestnežev in divjakov. Ampak ravno prej si izven etra komentiral tudi potezo našega bivšega župana Borisa Popoviča, ko je vozil, poznamo zgodbo. Seveda, to je objestnost in divjanje, ki sem ga vedno na nek način preziral in nisem zagovarjal in se mi je zdel, ker je to pa res nevarnost. In jaz bi tudi, če kdo posluša, naši policiji svetoval, da se še bolj osredotoči na objestneže in divjake. Recimo, zdaj smo v enem malem okolju tukaj na obali. Jaz stavim karkoli, da policija, če želi, natančno ve, kdo so ti objestneži in ti divjaki v nekem okolju in naj njih namensko izloča iz prometa in skrbi za to. Včasih še v stari državi, to vem, da bojo zdaj rekli, ne smemo, ampak mogoče bilo včasih prav, so take pol v kiblo dali, pa so jih čez Toško čelo pelali mal, brez da so jih prevezali. To je eno tak hrib v okolici Ljubljane. In ja, objestnost ne, vozim pa malo prehitro vedno. Ma si kdaj izgubil že izpit? To pa ne. Okay. Ne do te mere, da bi to šlo v kakšne hude kazni. Razumem. Ampak vedno vozim malo prehitro in dinamično vozim. No? Dinamično vozim in tako kot Jure smuča, hitro, malo čas prehitro. Pa počasne. Še res na kratko, torej v pol minutke, kako bi me torej navdušil za Formulo 1? Zagotovo bi te pred letom 2014 peljal na eno dirko in jaz mislim, da če bi ne vedela veliko in bi že poskrbel, da bi bila na pravem mestu, ko bi zarohnel tisti motorji in torej potem bi se v tebi začel dogajati tudi kaj Playboyovska, da zdaj povežemo in bi bila stvar hitro rešena. Hvala. Ko smo se pogovarjali, koga bi povabili na intervju, smo že zdaj povej. Je pa seveda žal to po letu 2014, ker bi se mi skoraj da brez težav pogovarjali, medtem ko bi tule mimo drvel dirkalniki Formula 1 postalo nekaj zelo. Skratka, zvok, ta fascinacija vsega tega je bila nekoč res neverjetna in to bo skoraj vsak, ki je imel to priložnost, potrdil. Tako kot je recimo torej zvok tudi bil simbol Formule 1 in strasti, tako je tudi za avtomobilizem Miran Ališič, ki smo ga povabili ravno na temo avtomobilizma, Formule 1 in medijev in športnega medija pravzaprav in predajanja informacij. V naš četrtkov jutranji intervju, poglejte si ga na YouTubeu že danes popoldne, poglejte na TikTok, Instagram, Facebook, vse karkoli bomo že objavili. Miran, tebi pa najlepša hvala. En lep pozdrav v Švico, pozdrav tvoji familiji. Pozdravimo tudi Gabra, ki je dal kontakt, da smo te lahko poklicali. Najlepša hvala, zelo zabavno je bilo in res je menil meni kot 2 kroga dirke v Formuli 1. 2 hitra kroga torej. Hvala lepa, mi pa nadaljujemo že z nekaj trenutkov. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Caprice. Dobro jutro, Radio Caprice.